In tudi nadaljujemo s temo o igri moči in načinom delovanja moderne družbe. S filmom Psi brezčasja o igri moči med lokalno politiko in mafijsko združbo. Prvi slovenski film noir, režijski prvenec Mateja Nahtigala, nastal po romanu Zorana Benčiča, je premiero doživel v Kinodvoru. Pred leti mi je bilo za marsikaj vse. Bil sem eden od grešnikov, ki so bili prepričani, da ne bodo doživeli visoke starosti. Brezčasna zgodba mračne kriminalke govori o tragičnem junaku Osterbergu, ki se v rodno mesto vrne, da bi raziskal bratov umor, saj je očitno policija brez moči. Je rekel, da se bo prvič soočil s to gnilobo mesta, da se bo soočil s temi ljudmi, čeprav mislim, da se je on že na začetku zavedel, lik kot sam, da bo zelo neuspešen pri tem. Za vse bi lahko rekel, da so tako urbani western, kjer namesto s pištolami streljamo z besedami. No, skoraj. Nahtigal nam je namreč razkril sledečo anekdoto s snemanja. Ko smo imeli edino sceno nasilja, torej streljanja, smo po nesreči dejansko ustrelili igralca. Na srečo je z njim vse bilo v redu, smo ga rešili, ampak slepi metek se je izkazal za neslepega. Filmi noir v osnovi izhajajo iz tako imenovane B-produkcije. Tudi ustvarjalci Psov brezčasja, filma, ki je nastal v neodvisni produkciji velenjskega Lignit filma, so se morali znajti zunaj vseh institucionalnih okvirov.